Dražba Novolesa vnovič neuspešna. Povezava med športom in znanostjo. Novomeški Anton Podbevšek teater z novo premiero. Dober dan. Po današnji drugi dražbi Straškega Novolesa je že jasno, da bo za celoten kompleks zelo težko najti kupca. Izplen tokratne dražbe je vreden 122 tisoč evrov, kamor je všteta prodaja 3 počitniških apartmajev in 4 slik, je povedala stečajna upraviteljica Romana Kruhar-Puc. Današnja izklicna cena je bila za 30% nižja od tiste na prvi dražbi in je znašala s halo Primare 10,6 milijona evrov. Ker tudi tokrat ni bilo kupca, najverjetneje v začetku novembra sledi tretja dražba. Lahko pa je tudi zbiranje ponudb, zdaj bomo videli. Malo se mudi, ker bi bilo dobro, da je to nekje do zime prodan zaradi naraščanja stroškov, zaradi možnosti propada, zaradi nižanja cen, ker pač potem izgublja na vrednosti objekt. Upozorili so me na možnost pač namakanja, ker nekje streha pušča. Zdaj mi v stečaju tega ne bomo investirali. Kot je dodala Kruhar-Puceva, je bilo jasno, da po takšni ceni za Novolesov kompleks ne bo zanimanja, a mimo predpisanih postopkov niso mogli. Za naslednjo dražbo bo predlagala znižanje izklicne cene še za 20 do 30% glede na današnjo. Po moje, kolikor jaz spremljam zdaj te postopke, bi mogla biti nekje pol likvidacijske, da bi šlo čez. Tam 5 milijonov 6. Kot je povedala stečajna upraviteljica, je prejela informativno ponudbo za 3 do 4 milijone evrov, a je vprašanje, če bo kupec, gre za nekdanjega najemnika Novolesa Plus, čakal naslednjo dražbo. Morda bi tukaj si želeli, da bi se lesarstvo samo začasno nadaljevalo, kajti vsi vemo, da je proizvodna tehnologija v Novolesu zastarela, da ji je treba zamenjati in mislim, da bi bilo smotrno, da se ta na novo zasnovana lesna proizvodnja naredi drugje. Na primer v industrijski coni v Zalogu, dodaja. Površine, na katerih se zdaj razprostira Novoles, pa bi po njegovem lahko namenili za stanovanjsko gradnjo. V občini Žužemberk ta čas izvajajo več naložb na področju komunalne in cestne infrastrukture. Tako se bližajo h koncu gradnji kanalizacije na Cviblju in Trških Nivah ter obnova mostu v Drašči vasi. Kanalizacija na Cviblju je zadnja naložba v sklopu projekta Infrastruktura v Žužemberku, je povedal župan Franc Škufca. Vreden je približno 80 tisoč evrov, s tem bomo približno 40 priključkov zagotovili za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Za to naložbo so pridobili tako državni kot evropski denar. Kanalizacijo na Trških Nivah, ocenjeno na 60 tisoč evrov, pa bodo sofinancirali izbranih taks za obremenjevanje okolja. Tam bodo na nov sistem priključili 15 hiš. Po dokončanju projektov na Cviblju in Trških Nivah bo tako v Žužemberku na javno kanalizacijo priključenih 60 do 70% gospodinjstev, je pojasnil Škufca. To pomeni Žužemberk in pa vasi Zafara in Praproče in pa vse ulice v samem naselju Žužemberk. S tem, da je pa tudi že oddan projekt za dodelitev sredstev iz regionalnih spodbud za povezavo iz Dvora v čistilno napravo Žužemberk, ki pa se v teh dneh zaključuje. Tako pričakujejo odločbo o dodelitvi sredstev za to naložbo, ki naj bi jo izvajali v letih 2013 in 2014. Za kanalizacijo Dvor Žužemberk naj bi $500 milijona evrov prispevala tako državni kot občinski proračun. Z novim šolskim letom se spet odpirajo delavnice v Genovem svetu energije v Krškem, ki potekajo vsako prvo soboto v mesecu. Tokratne so potekale z olimpionikom Primožem Kozmusom. Med vsemi vrstami energije edino človeška premika meje mogočega. Primož je to dokazal z rezultati v metu kladiva. Delavnica je pokazala povezanost športa z znanostjo. V ozadju vrhunskih športnikov pravi ena taka vrhunska znanost in kolegi z fakultete za šport so nam danes predstavili skozi analizo meta Primoža Kozmusa in skozi tiste zanimive eksperimente, ki jih lahko si tukaj ogledate, kakšne znanosti govorimo. Krška družba je Kozmusov glavni pokrovitelj od leta 2007. Ne glede na to, da so bile vmes tudi poškodbe, da so bili tudi padci, smo mi vse skozi stali ob strani Primožu in seveda smo veseli, da je dosegel take rezultate. Verjamemo tudi, da ima še potencijale naprej, zato bomo ostali glavni sponzor.
Brez tolikšne podpore iz gospodarstva slovenski športniki ne bi dosegli vrhunskih rezultatov, poudarja Kozmus. Na tem nivoju ne. Torej, če bi se zadovoljili z nižjim nivojem rezultatom, potem da. Ampak višji nivo rezultatov pa seveda zahteva toliko podpore, ekipa, vseh teh priprav in to, tako da brez sponzorstva absolutno ne gre. Tako da smo odvisni od njih in sem zato seveda sem še bolj hvaležen ravno zaradi tega. V posavski družbi verjamejo v spodbujanje športnega duha, zato pomagajo še košarkarski in rokometni zvezi ter mnogim drugim športom na lokalni ravni. Prirejajo pa tudi športne igre za zaposlene. Zaenkrat kaže, da bo letošnja vinska letina izjemna, količinsko pa bo zagotovo precej slabša kot lanska, so povedali vinogradniki na 4. srečanju vinogradnikov Dolenjska na Debelem hribu. Glavno trgatev naj bi opravili v 14 dneh. Prvo vinogradniško društvo od Ljubljane proti Dolenjski je vinogradniško-sadjarsko-turistično društvo Debeli hrib, v katerem letos pričakujejo povprečno letino. Verjetno so krive vremenske razmere ali pa prelepo vreme, tako da na to pa nimamo vpliva. V Zvezi društev dolenjskih vinogradnikov pričakujejo, da se bodo vinske zaloge krepko zmanjšale tako na Primorskem kot tudi na Dolenjskem. In morda bomo zdaj prišli, da bo narava poskrbela za to, da bo vino v prihodnje bolj cenjeno, pač da bo doseglo tisto svojo pravo ceno. Predvsem pridelovalci cvička PTP so na najboljših legah začeli trgati že konec avgusta. Začeli so pač s tistimi prvimi sortami, nekateri so tudi že žametno črnino trgali, drugače se bo pa zdaj začelo za modro frankino in z belim. Glavno trgatev sort grozdja potrebnih za cviček pričakujejo 2. in 3. konec tedna v septembru. Seveda bodo pa vinogradniki ostali še nekatere druge sorte za sortna vina in pa nekateri bodo pa zagotovo počakali tudi na predikate. Srečanja na Debelem hribu se je udeležila tudi aktualna cvičkova princesa, ki meni, da se tovrstnih dogodkov na žalost ne udeležujejo mladi. Starejši ga le pridelujejo, so dali že veliko čast in poznajo vrednost te žlahtne kapljice. Mladi so pa tisti, ki ga včasih tudi malo preveč popijejo in se mi zdi, da bi mogli mlade v čim več promocij vključiti. Vključiti pa bi jih morali tudi v čim več vinogradniških dejavnosti, da bi sami spoznali, kaj pomeni spiti dobro vino, dodaja. Čez dobro uro bodo na oder dvorane Novomeške pomladi v Anton Podbevšek teatru stopili Sebastian Kavaca, Jana Zupančič, Pavle Ranohrib in drugi. Na vrsti je namreč 24. premiera novomeškega gledališča Ples v dežju. Znani roman Dominika Smoleta, Črni dnevi in beli dan ter film Boštjana Hladnika, Ples v dežju, zdaj živita tudi na odrskih deskah. Po prvi premieri v Ljubljani, predstava je namreč koprodukcija Mestnega gledališča Ljubljanskega in Apta, prva slovenska odrska uprizoritev romana nocoj doživlja še drugo, novomeško. Gledališka predstava, ki imamo pred sabo, je izjemno komunikativna na 3 nivojih. Na nivoju pač uprizarjanja sanj, na nivoju asociacij in pa na nivoju pač realnega, stvarnega, budnega življenja. Težko delo, kultna film in roman postaviti v gledališče je odlično opravila Nana Milčinski. Eno je pač ta obremenjenost s tem, da gre za legendaren film za Dominika Smoleta, ki je pač kulten slovenski avtor. In hkrati pa tudi zato, ker je pač zgodba precej zapletena glede na to, kaj oder potrebuje. Oder potrebuje pač dramsko situacijo, da se pač zadeva razvije. Ustvarjalci predstave so se pri svojem delu naslonili na številne vire in vse do potankosti naštudirali. Nesojeni par, učitelja F in Marušo Rdečelasko, v življenje katerega vstopajo različni liki, odigrata Sebastian Kavaca in Jana Zupančič. Je pač nerealiziran slikar, ki se išče tako znotraj svojega metjeja, se pravi slikarstva, in pa ljubezensko nerealiziran. Se pravi, Maruša je igralka, nesrečno zaljubljena v slikarja Petra, ne živeta v ljubezni, v poklicu. Nocojšnji premieri bodo sicer sledile še jutrišnja, četrtkova in petkova ponovitev. Filmska ekipa Kut črno na belem iz Primostka, ki je pred 2 letoma posnela in predstavila med Belokranci odmeven film Prigode kmeta Pajota, že končuje snemanje drugega dela tega humorističnega filma.
Ključni del so posneli na Dragovanovi kmetiji na Svržakih pri Metliki. Zbralo se je okrog 70 statistov iz vseh koncev Bele krajine, ki so z zanimanjem spremljali snemanje filma in tudi sodelovali pri njegovem nastanku. Zgodba temelji na tem, kar se dogaja danes. Kmet Pajo, lik, ki ga je upodobil Miomir Čikič, že v prvem delu filma si je omislil kmečki turizem in pripravil njegovo veliko odprtje. Pri tem seveda nastaja veliko humornih zapletov. Vsa zasedba v glavnem je ostala enaka, kot je bila v prvem filmu, s tem, da smo dodali kar nekaj novih likov, nekaj uniformiranih oseb. Belokranjskim igralcem pa se je tokrat pridružila tudi mama Manka. Ja, jaz sem zelo vesela, moram povedati, da so me Belokranjci povabili na svoj konc, kodar se snema že ta drugi del filma Prigode kmeta Pajota, ki ga dela Uroš Raztresen s svojimi kompanjoni. Uroš ima v rokah vse niti filma. Je snemalec, režiser in montažer, le scenarij filma je ekipno delo vseh sodelujočih, ki so s svojimi idejami pripomogli k nastanku zgodbe. Njim gre mende, jaz jih nič ne zastopim, ki tako hecno govorijo, no čeprav palke kakšen liter ali pa dva spijemo, se hitro zastopimo. In tudi snemanje filma je potekalo hitro. Tokratne dogodivščine kmeta Pajota so sicer začeli snemati oktobra lani. Največji zalogaj in sklepni del filma, ki ga bodo premierno predstavili decembra letos, pa so posneli minuli vikend. S projekcijo filmov novomeške filmske šole so zaključili prvo istoimenski festival, ki je združil ljubitelje filma in njegove ustvarjalce v dolenjski prestolnici. Na zaključku so predstavili 4 eksperimentalne kratke filme, ki so interpretirali poezijo, nastali pa so kot trud dela 14 udeležencev delavnic in njihovih mentorjev. Kvaliteta je zaenkrat zelo dobra, glede na čas, ki je bil namenjen snemanju. Mentori so naredili svoje delo, trenutno še zaključujemo z montažo z mentorjem Jurijem Moškonom. Učenci se tako kot ponavadi na teh delavnicah različno izkažejo. Nekateri naredijo bolj zanimive filme, nekateri manj, nekateri imajo več izkušenj, nekateri manj. Mislim, da si treba filme pogledati, pa si vsak neko svojo misel naredi v filmu. V tednu dni so se tako zvrstile filmske projekcije, predavanja in delavnice. S celotnim festivalom smo kar zelo zadovoljni. Obiskanost je zelo velika, prav tako objave v medijih. Letos prva edicija festivala, iz katere smo se učili, zato bodo naslednji veliko boljši. Niso pa seveda te filmi namenjeni nekemu, bi rekel, ocenjevanju, koliko so dobri v primerjavi z nekimi filmi, ki grejo v eter, ampak gre bolj za to, koliko so se naučili skozi izdelavo teh filmov. Nofiš je sicer festival, ki se ponaša z vrhunskimi slovenskimi filmi in je predstavljal omaž novomeškemu filmu in njegovim ustvarjalcem. Toliko smo strnili v današnji izbor torkovih novic. Hvala, ker ste bili z nami in vse dobro do jutri, ko vas spet vabimo v našo družbo. Prijeten večer.